Doma sem iz Broda, to je pri Svetem križu, kakor je zdaj Podbočje. Mi smo doma čisto ob Krki. In ko sem bil star 6 let, smo bili to doma, ko se je vojska začela, kjer so nas bi preselili v Nemčijo in smo odšli na drugo stran Krke, kjer so bili Italijani. Kje ste živeli? Prosim? Kje ste živeli? Pri tetah. Pri tetah smo živeli skoraj 4 leta. In po vojski smo se vrnili domov. In tako je potem... Kdo je živel na vašem domu med vojno? V našem domu tisti čas Nemci so bili not. Kočevarji? Nemci. So bili kočevarji? Kočevarji so pa v celo drugo vas, ker naša vas je bila vsa ob Krki, ne. In so kočevarje naselili not, ampak, kjer so bile znorom sredenanje, ne, so potem kočevarje strandali od tam. No, hodi ne bo nobenega v naši vas drug, vsa nemška vojska. In to so veliki so podarili, kjer so hoteli biti na samem, ne, da so videli okoli, kaj se godi, ne. In po vojski, ko smo se vrnili domov, smo, seveda nas niso imeli preveč za zveste, ne, ko je Ata poslal iz Amerike, ker Ata je bil v Ameriki, ne. A oče je bil v Ameriki? On je bil v Ameriki, on je pred vojsko šel nazaj in je imel vse urejeno, da bomo mi tudi takrat prišli vsem, ne. In si vojska začela, tako da niso več pustili skozi. Kaj je on delal v Ameriki? On je bil mesar. Kje? Tukaj v Clevelandu? Ja, takrat je bil v Clevelandu, ampak ko je pa prišel v Ameriko, je bil pa v Pittsburghu. Aha, kakšni železarni verjetno? Ja. In seveda, po tistem smo mi tam ostali in tako šli čez vojsko. In po vojni, se pravi, smo se vrnili domov. Seveda, partizani mi nismo bili na njihovo stran, ne. In so nas grdo in Ata je poslal en paket in je bila ameriška domovina not. In v ameriški domovini je pa pisal, kako so jih pobijali v Kočevskem Rogu, ne. In seveda, tu je mama, pa je šlo skozi cenzuro, so odprli in jo niso vzeli, ne, so jo pustili. In seveda, ko je pa ena starejša ženska videla to tudi, ne, in je prosila, če bi lahko dala domovino, da bi ona prebrala, ne. Ampak hčerka njena je imela pa enega, ki je bil hud komunist, ne. In je on to videl in seveda je pa mamo našo prijavil. In njej so potem vzeli volilno pravico in tako ni mogla nobene stvari. Takrat, če nisi imel volilne pravice, nisi imel državljanske pravice, ja. In so nas grozili, da nas bojo odpeljali v Šlezijo, pa vse stvari, ne, tam v Sibirijo not, ne. In potem sem bil pa jaz, ko se je pa nazaj dal, sem bil pa jaz že star 16 let, ne, in sem pa že spadal pod vojaštvo. Tako da mi niso dali nobene, da bi lahko šel na obisk, nobene stvari ne za Ameriko. In po ameriškem sem bil jaz ameriški državljan. Ker je bil oče, ja? Ker je bil oče državljan že pred 22 letom in tako so bili otroci avtomatično ameriški državljani, ne. No, in seveda sem zaprosil dvakrat za obisk, da grem obisk v Ameriko in mi niso dovolili. Dobil sem od Krškega, od vojaštva, da lahko grem,
ampak so rekli, da mora biti potrjeno od Rankoviča iz Beograda. In jaz sem dobil pismo nazaj od Rankoviča iz Beograda, da meni ne morajo dati dovoljenja za obisk, ker vejo, da se ne bom nikoli vrnil. In seveda tako bi to bilo, ne. No, in potem mama je odšla 53. leta potem v Ameriko. K očetu, k Ja. možu. Ja, k možu. In jaz sem šel pa potem julija meseca pa vojakom. 53. So me 53. Ja. Kako se spominjate, takrat je bilo boj za Trst oziroma tržaška kriza, so vas kaj pripravljali na spopad z Američani in tako naprej, zaradi Trsta? Se kaj Ja, spominjate vem, tega? takrat se niso Amerika pa Jugoslavija, ne, niso se razumele, ne, so bile bolj na rusko stran. In tako da od početka, ko sem jaz prišel v vojsko, ni bilo nobene veze, niso, kakor da oni nič ne vejo, da sem jaz ameriški državljan. Jaz sem prišel dol v Makedonijo, v Grčijo, na Makedonijo, to je dol v Gostivar, to je bliz pred tista ta majhna voz, ne, račnica. In čez 10 dni so me pa poslali nazaj v Skopje. In tam smo pa začeli, so me dali v radiotelegrafijo, smo začeli učiti se Morse kod. In seveda, samo toliko nas je ostalo not nazadnje, ker si mogel toliko sprijeti in toliko dati, ne. In potem sem pa dobil od ameriškega konzulata pismo. Potem je bilo pa ogenj od streh, ne. So me pa, ne vem koliko časa se metirali tam po tisti udbi v Skopje noter, ne. So vas prav aretirali ali samo zasliševali? No, samo zasliševali. Kaj so hoteli od vas? Kako? Kaj so hoteli od vas? Kaj so hoteli od mene, so hoteli zvedeti, koga imam jaz vezal z Ameriko. Pa ste povedal, da je oče Ja, tam? sem jaz povedal, to so moji starši tam, ne, in to, pa zakaj sem dobil jaz pismo od ameriškega konzulata. Dobil sem ga pa zato, ker so me tukaj zapisali na vojaštvu, da bi mogel služiti vojaški rok ameriški. Ameriški, seveda. In so pa mama vklecali, pa ata, na zasliševanje tukaj. In ona dva sta pa povedala, pa dala naslov, kje sem, ne. Seveda, oni so pa v Zagreb poslali, ker takrat v Sloveniji ni bilo ameriškega konzulata. No, so poslali to v Zagreb in jaz sem pa se Zagreba pa dobil pismo pa vojakom. In potem je tako šlo naprej in potem pa pravijo, ja, če ti podpišeš, da ne boš nikoli šel v Ameriko, lahko ostaneš, kjer si, od drugače te moramo pa ven tukaj dati, ne. In sem rekel, jaz to ne moram podpisati, ker jaz bom šel, če drugega ne, na obisk, ne. In seveda, potem sem me pa dali nazaj v Gostivar in tam sem pa, so rekli pa, zdaj bomo pa motalice. Vezal je bila še vedno, ampak samo ne, ker takrat smo se že začeli vojaške tajne, ne, različne signale, ne. In tako sem potem odslužil 2 leta pa 10 dni. 10 dni je bilo podaljšanih takrat, ko se je šlo najbolj zaradi Trsta tudi. Ne? In so nas 10 dni obdržali dlje noter. In to je bilo potem 55. leta, julija, konc julija sem jaz prišel ven in decembra sem prišel v Ameriko. So vam dali takoj dokumente za O ja, Ameriko? v Ameriki sem bil dokumente, sem jaz takoj tam dobil, ker je bilo vse to, jaz sem imel že dokumente prej od Amerike, ne, da Samo tam vas niste spustili ven, izhodne vize niste o dobili. ja, ne? potem ni bilo problema. Kaj pa udba, vas je kaj zasliševala preko ste šli? Ja, ne, potem več, Ne. ne. Tukaj sem kar takrat, ko je bilo to in ko so me predstavili, ne, potem
v drugo, ko pravijo tam na vezo. Vas niso več zafrkavali oficirji? En čas so me, zelo. Kaj so vam učitali? Ja, oni so samo hoteli vedeti, kakšne veze imam, pa če imam kakšne vrhunske stvari z njim, pa vse to je bilo največ tega za me. Tega za me največ. In tako je potem ostalo, ne. Kako ste potem potovali v Ameriko? Z ladjo? No, jaz sem iz avionom. Aha. Z avionom. Z Zagreba do Frankfurta in iz Frankfurta do New Yorka, z New Yorka pa potem v Cleveland. Koliko let niste videli očeta? 20 let? To je bilo 39. leta, ko je on šel nazaj, potem pa do 55. leta. 16 let? Da niste videli? Ja. Ste ga spoznal? Sem slike videl zmaram, ne? Po slikah sigurno, ja. In potem, ko ste prišli sem, ste živeli pri starših, ne? Pri obeh starših. Ja. In so vas Američani takoj upoklicali v vojsko, če sem prav razumel? Jaz sem prišel decembra, sem, in so me klicali od marca meseca in potem so me spustili ven, ampak so rekli, lahko računaš, da čez en let te bomo nazaj klicali, ne. In potem 57. leta, marca meseca, 7. marca, so me pa kar poklicali, da se moram javiti ta pa ta čas na vojaškem in sem šel not v Fort Knox, Kentucky, so me poslali, ne. In tam smo imeli te vežbe, kar so 12 tednov, ne. In po 12 tednah sem pa še zmaram ostal v Fort Knox in tam sem potem, so me dali si imel choice, rečemo, si šel lahko, da si bil za taksi vozil, ali pa se je imenovalo 500 car transportation. In to 500 transportation je bila, si bil zadolžen svoj avto in si mogel jeti, kdaj so hoteli jeti, da si šel najvelik, smo šli največ v Louisville, Kentucky, da smo takrat pobirali druge različne oficirje, skoraj japonske, Turke. Ste jih vozili potem okoli, ste jih razvali? Ja, in potem si bil včasih, si bil cel teden zaposlen, si imel enega generala ali karkoli, pa še zraven je bil en ameriški oficir, da je ga vodil, kam je bilo treba jeti. Vi ste pa vozil? Jaz sem pa vozil. In zakaj so vas še enkrat poklicali vojakov? A vam niso priznali jugoslovanske vojske? Po tistim, ko smo dali, pravzaprav so dali mama pa ata so dala noter, ne, tu, da sem jaz bil, da sem bil pri vojakah že tam in vse to. Potem so me tudi, da so me spustili prej. Bil sem pa noter okoli 14 mesecev. Vi ste redki gospod Ivan, ki ste obe vojski služil, jugoslovansko in ameriško. Takih ni veliko, ne? No, ni velik, ne. Kakšne so bile razlike med jugoslovansko in ameriško? Zelo velike. Povejte nam prosim kaj o tem, ker to je... Razlika je bilo to, tam sem imel, tukaj je bil, tam je bil vojak, ne, ki je mogel cel 2 let trenirati, pa jaz dostkrat, ko smo bili noter učili se, ne, Morzikot, ko so bili vse blatni, pa vse tak, da so cele 2 let, ne, so truli. Ker tukaj je pa to, ko si enkrat uslužil svoj rok, trening, ne, da si 12 tednov in potem si pa bil zaposlen in si mogel, kot da greš v službo. Jaz sem ob 8 mogel jeti tam, ko je pravijo Modropol, ki je bila vse sem bila različni tovornjaki in avtomobili, vse tam zbaram. In tam nas je avtobus odpeljal zjutraj in ob 5 si bil pa konc, še nisi imel nobenega, da si bil dolžnost imel, ne.
zjutraj si imel na razpolago, kar si hotel jesti. Ne. V jugoslovanski vojski tega ni bilo, ste bili Tam lačni je bilo pa, tam je bilo pa po zimu od novembra pa do maja dvakrat na dan zele. Edino, kar ti je gor držal, je bil, si dobil zjutraj, a poldan in zvečer, ko so imeli hlepec kruha in so ga na 4 dele razdelili, ne, in si en del, majhne hlepčke, ne velike, ne, ampak da si imel tudi veliki kos kruha. Ne. Tisti je bilo, da ti je res držal po konc, drugo pa. Edino, da je bil vojaški praznik, takrat so malo boljš pripravili in pa so pa hodili okoli, a ni to dobro. Tukaj ste imeli pa vsega, ne? Tukaj je pa vsega, kar si hotel. In ko si prišel tukaj, če nisi bil zaposlen, ne, ko si prišel ven iz ameriškega vojaške službe, ne, si se lahko prevlekel v civilno in si šel. Tam tega ni bilo? Tam tega ne, tam tega nisi mogel nič, si mogel biti skozi. Še so, ko si šel na dopust od tam, po pravem ne bi smel se civilno prevleči, bi mogel biti v vojaški oblek. Še eno stvar sem vas hotel vprašati, a vas je ameriška služba kaj obveščevalna, zasliševala, kako je v jugoslovanski vojski? No. Nikoli vas niso vprašali? Nikoli. So vse vedeli? Nikoli. So vse vedeli, Ja, verjetno? pravi, vse vedeli, ja, nikoli niso nič vprašali za to ali kajerkoli. Kako so vas pa sprejeli kot emigranta v Ameriko in ste bil takoj? Verjetno angleško še niste dobro znal takrat? No, nisem dobro, zato sem me pa takrat, ko sem me prvič poklicali noter, pustili še za let nazaj, da si se toliko naučil še angleško. Ne. Ampak nikoli vas niso omalovaževali, vas kaj zafrkavali, ker ste bil priseljenc, nikoli? No, nikoli. Še pravzaprav, ko sem potem, so nam dali priliko, da smo še izpolnili se bolj angleščino, da si šel lahko v šolo tam. Ne. Kaj pa odnos oficirjev do vojakov, če primerjate v ameriški vojski pa v jugoslovanski vojski? Zelo drugače. Tukaj je oficirja, če ga nisi pozdravil, je mu moglo vse en, kakor pa tam, pa si ga pomogel, če ga pa nisi mogel, ti pa poslal nazaj, pa da si mu mogel pozdraviti ga. Kaj pa recimo, je bilo v ameriški vojski primeri izživljanja na vojaki, da so vam kazali kakšno delo brez veze, da ste mogli kaj delati? Je bilo kaj to kot v jugoslovanski vojski, recimo? No, vsak je bil zaposlen svoje. In ko je opravil, je bil fraj? Ja, rečemo, jaz sem bil zaposlen za vožnjo to, in sem bil enkrat na mesec, sem mogel biti sobota in nedeljo zaposlen, ampak sem enkrat na mesec, sem pa dobil 3 dni, da sem lahko šel domov ali karkoli. Kaj pa vojaška plača? Ste dobivali plačo vojaki? Ja, vojaška plača je bila pa potem, tako da nisi mogel porabiti denarja, edino, če si hotel jeti lumpat kar naprej, ko so šli, da si zmeraj bil sposobovalec celo prej, tako da so bili ko so se sposodili denar, ampak ni mogel napisati, jaz sem ti dolžen toliko. Pa tudi, če mu je $10 dal na en posodo, je on napisal, da sem ti dolžen $20. Tako so vojaki bili, ampak plača niso bile tako visoke, ampak vseeno takrat, to je bilo 57-58 leta, ker tudi tovarne niso plačevale, takrat ni bila vse take plače. Če si imel $1,5, $2 na uro v tovarni, to je bilo že lepa plača. Koliko ste dobili pa v vojski ameriški približno? Pred, ko sem prišel not, je bilo okoli $75 na mesec. Centov? Dolarjev, mesečno plačo? Na mesečno, ja.
na mesečno. In potem pa, ko greš, si več časa noter, tako da nazadnje je bilo okoli 120 nekaj takšnega. In potem ste vojsko odslužil in ste prišel domov. Pa sem prišel pa domov, ja. In potem ste zaposlil, ko ste bil zaposlen, kje? Ja, jaz sem bil zaposlen, takrat je bil Cleveland West Drill. In je bilo zelo slabo 58. leta. Ampak, ker sem jaz bil v vojski, je bil takrat tak zakon, da če si prišel iz vojske ven, ne, so te mogli nazaj vzeti. Ni važno, koliko drugih ljudi, ki so bili dlje časa noter, so bili ven, ne. In delali smo takrat samo 4 dni na teden. Ne, in, ampak potem si šel pa še v šolo naprej, tako da sem zagotovil. In po šoli sem se zaposlil v enej tovarni na zahodni strani mesta. In sem bil tam skoraj 2 let in je bilo predaleč za voziti. In sem potem dobil službo tukaj, čist bliz doma, ne, okoli 20 minut vožnje, da sem... In tam sem potem ostal, dokler nisem bil v pokoju.